Nekateri vas imenujejo mafijski odvetnik. Vas to jezi? Ne, vsakdo ima svoje mnenje. Ni mi prijetno, ampak me ne jezi. Najvidnejša stranka pa, prvak SDS, Janez Janša. Gospod Janša je nedolžen in nihče mu ni dokazal in mu nikoli ne bo dokazal in mu ne more dokazati, da je karkoli v tej zadevi naredil nezakonitega. Primer Patria, Trenta, Matoz neomajno zaupa Janši, sodi v najožji krog njegovih zaupnikov. Ste mi rekli, da v bistvu, da sprva Janez Janša njega nekako ni maral in da ste ga morali vi prepričati v to. Recimo, ja, to je res, ampak to so bili začetki. Na začetku pač imel on svojo zgodbo, svoje ljudi, jaz sem pa rekel, da rabiš nekaj takega, ker pač jaz sem vedel, kako smo delali v Kopru in kako smo premikali stvari. Seveda, vedno zakonito, vedno po zakonu, ampak zakon je tukaj do tukaj in zdaj, kar smo mogli tudi čez polovico, ne? Ampak nikoli ven iz okvira, ne zakona. Potem sta ona pač peljala neko svojo relacijo in dobil svoje zadolžitve in tako naprej, ki jih je očitno uspešno upravljal in to Janez Janša očitno zna nagraditi. To je to. Znanstvo mu je omogočilo, da je postal eden najvplivnejših ljudi v državnem gospodarstvu. V času druge Janševe vlade je postal odvetnik Darsa, Aerodroma, Ljubljana, NKBM. V času tretje Janševe vlade pa prvi nadzornik Luke Koper, namestnik predsednika nadzornega sveta Slovenskih železnic ter neizvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank, pozneje pa še predsednik njenega upravnega odbora. Kot nadzornik je bdel nad slabima 2 milijardama evrov, večinoma državnega denarja. Kritičen do imenovanja Matoza na pomembne funkcije v državnih družbah je bil takrat znani ekonomist Bogomir Kovač. Neka vrsta nagrade, ki jo lahko recimo gospod predsednik vlade kot zasebnik za svojega zasebnega advokata poravnava preko javnih sredstev.